Evo, dobrodošli vsi skupaj na tretji Art-čajanki. Art-čajanka pomeni, da se družimo skupaj ljubitelji umetnosti in pa umetniki sami. Na ta način nekako delimo svoje izkušnje, svoja znanja in pa prakso z drugimi ljudmi, tisti, ki jih umetnost zanima, tisti, ki se ukvarjajo z umetnostjo, ali pa preprosto vsak, ki bi pač rad mogoče določeno tematiko iz umetnosti tudi sprobal. Ni važno, ali je to slikarstvo, ali je to kiparstvo, ali je pa to morda tudi kaligrafija, kot je to v primeru Natalije Resnik, ki prihaja z Ptuja, z Griča na Ptuju, nad tem, točno, nad Ptujem. Rad gledam dol. Imaš zelo lep razgled, ne? Ja, evo, in Natanja se ukvarja s kaligrafijo, že več kot 20 let, a ne? Kaligrafija ni samo pisanje lepih črk in besedil, ne? Ampak je tudi nekaj več. Pa mogoče za začetek čisto na kratko, mogoče nam predstavi, kako ti čutiš, kaj je to kaligrafija, kako jo ti doživljaš. Ja, lep pozdrav, me veseli, da ste se odzvali. Kaligrafija je nekaj, kar je gospa omenila, bi bilo fajn, da bi se vsi spet ponovno učili, tako kot smo se včasih učili v šoli lepega pisanja. Ne umetnosti lepega pisanja z peresom in tušem, zaradi tega, ker nas enostavno umiri, postavi nas v trenutek in to je glavna tista karakteristika kaligrafije, da treniramo fokus, da treniramo pozornost, da smo v trenutku. In potem z tem vzpostavimo okoliščine, da sploh lahko začutimo sebe, svoje bistvo, da lahko začutimo notranji glas, da lahko začutimo svojega vodiča in to je potem takšen preplet z duhovnostjo, ki jaz ne pravim, duhovnost ni nekaj zunaj nas, ampak je nas, to smo mi, to je tem nas, ampak samo okoliščine moramo spostaviti takšne, da dotaknemo ta svoj del. In zato je meni kaligrafija tako lepa. Prvih 10 let sem jo mogoče res si pripavila svoje življenje, ker sem tekstilka, tudi sem študirala tekstilni inženir sem in ko sem zaključila fakulteto, je tekstil crkno. In sem mogla nekaj novega videti, kje bom. Samo se pravi, kaj si lahko mikrofon sam popravite, ker kako se vam dotakne, on že začne ful hreščati. Ja, se pravi, čujem. Tako, okej. In, moram to primiriti. In potem sem učila matematiko na srednji šoli in sem videla, da to je sistem, ki me omejuje. Mojo kreativnost omejuje. Ne morem biti ravno kreativna, ker sem se mogla preveč ukvarjati z birokracijo. In potem sem se enega hipa odločila, leta 2000, in sem odprla galerijo v Mestnem stolpu in se začela ukvarjati s kaligrafijo, ker sem rekla, da bi rada lepoto pritegnila v svoje življenje. In to je bila res borka. Zaradi tega, ker sem namerno iskala lepoto v življenju. In če nekaj iščeš, potem ti pride k poti. In prvih 10 let sem res iskala, na kak način bi kaligrafijo preživela. In zato sem delala ogromno različnih stvari, da sem iskala predvsem, kje vse bi se ta kaligrafija lahko uporabila. In sem pisala najprej sedežne rede, za razne dogodke, ki jih imate vsak dan lahko in je to priložnost, da lepo popestrite mizo. Vabila, ki jih imamo tudi vsak dan srečen, mislim vsak v življenju dosti. Čestitke, kakršnekoli, kaki malo drobnarijo, da ne rabimo iti v Hofer pa Švab, ampak nekaj sami izdelamo, s tem krepimo in dajemo vrednost ročnim spretnostim, se pravi ročnemu ustvarjanju, kreativnosti, lastni kreativnosti, se pravi s tem spet budimo, kaj tisto, se pravi našo lastno vrednost, tisto, kar mi lahko naredimo, se pravi odlične potenciale imamo mi, samo moramo si dati priložnost, da jih poiščemo, da jih razvijemo v sebi. Potem pa sem jaz kar 2 meseca se že ukvarjala s kaligrafijo, pa sem mi zdela, zdaj pa še znam več kot vsi Ptujčani, pa sem šla kar do župana, pa sem rekla, da mu jaz lahko priznanja napišem, zaradi tega, ker so imeli to takrat napisano s flomastrom.
In sem zdaj že za 4. županje pišem. Se pravi, župani so se menjavali, grafinja pa je ostajala, je imela mandat, eni niste. Tako da, recimo, to je nekaj. In potem bom rekla tako, da sem pred 5 leti, pa tudi mi je dobila čast, da sem začela pisati za Mariborsko občino Priznanja, ker je moj učitelj, gospod Zvone Potočnik, po 30 letih šel v pokoj. Ne vem, se prenehal pisati za občino in sem jaz lahko, ker sem se, ker me on naučil in ker sem imela dovolj prakse, da sem lahko začela, ne moreš to kar tak iz nič napisati. To, potem pa razna vabila, posvetila, zdaj pa sem se najbolj posvetila temu, da poučujem. No, to pa najrajši dela, tako da sem imela res tečaje po celi Sloveniji. In sedaj sem naredila na Kriču atelje, krasen, s takimi velikimi okni, z dosti svetlobe, kar je pogoj za kaligrafijo med zelenjem. In zdaj pa vse vabim, da pride. Ne tekič. Super, odlično. Glede na to, da si izbrala kaligrafijo, pa si se začela ukvarjati, pa si imela z njo izkušnjo že prej, ker vsakega vprašamo, ko se ukvarja z nečim, kdaj so bili tisti prvi koraki, recimo po nekaj Čopičevo, kar je opremil do Svinče, pa nekaj lisov, ali pa mogoče v tvojem primeru neko lepo pisavo sebe spravo. Kdaj te to potegne? Te kdo navdušil, mogoče od staršev, mogoče ali kdo? Ne, to naravno ne. Ampak res pa je, da ko sem v osnovni šoli pisala, ko smo v šoli pisali, sem zelo rada okraševala naslove. In tisto sem taki en poseben stil sem imela, da sem jih tako, to vem, da sem imela to veselje. Pa vedno sem si sama rada delala v zavijalni papir in nekaj zavijala, darila ali izdelovala. To sem rada delala, sicer pa sem prav za lepo pisanje, za kaligrafijo, nisem niti poznala te besede. In ko sem se odločila, da bom odprla galerijo v Mestnem stolpu, se spomnite tiste revije Unikat? To je bila za kreativnost taka revija in zave je bila taka velika reklama čez pol strani kaligrafijo. Pa je bilo tako lepo napisano z lepimi črkami, to pa meni lepo, to pa bi jaz se učila. In potem mi je prijateljica, ki je novinarka na Večeru, povedala, jaz, ko sem delala intervju z gospodom Zvonetom Potočnikom. In potem sem ga jaz poiskala v Slovenski Bistrici in tako sem se začela, sem postala njegov vajenec in sem 7 let se okoli k njemu, zavozila k njemu, vedno, ko sem kaj naredila tak izdelek, da sem šla pokazati kako sem naredila, da sem se izboljševala v kompoziciji. Pri njemu pa sem bila v uku 2 uri. To je bilo vse. To je vidaz. Ne, samo enkrat. On se ni poučeval. On se ni ukvarjal s poučevanjem, on je enkrat meni vtrgal list ven, iz šede same narisal par črk, napisal in pol sem jaz to bila pero v roke in je tako malo hreščalo, nisem vedela kak, nikak ni bilo. Pol mi je dal še 3 takšne liste, se pravi abeced. In je rekel, zdaj pedi domov, boš imela kaj napisano, pa pridi nazaj. In tako je to bilo, da sem jaz tisto tako vadila, ker sem samo pa sem se bila res. In tam sem jaz to začela. In sem se mučila, od začetka, ampak obene me pa tudi, tudi sem bila vržena v ogenj in sem po v roku 4-5 mesecev sem ja že pisala si vabilo za to galerijo, za otvoritev in na tisti galeriji je bil tudi Oskar Kokoj, naš oblikovalec slovenski in je rekel, da je dobil čudovito lep, on je rekel, da še ni dobil lepšega vabila, ampak vem, da je to pač tako vejo, da je bilo pač se lepo slišalo, ker takrat na začetku res misli, da je popisala, ampak je pa bilo zanimivo, ne veš, nimaš pojma kak in največ sem se tako naučila, da sem bila vržena v morje. Tako da. To so bili tisti časi, ko ni bilo še interneta pa vseh teh možnostih, pa so danes, in smo vsi del vrženi. Tudi sam vem, da sem se učil risanje stripov, pa vsega tega, me je navduševalo kot mali, samo iz tega, da sem
tisti stil, ki je bil na voljo, pa ni živega, iz tistega prerisoval ven anatomijo človeka, ven ljudi, oblačila, naravo in vse ostalo. Na televiziji pa so bile risanke, niti nismo imeli video rekorderja, sem mogel sproti, ko so smrtci skakali, sem mogel tiste smrtce risati, zato da sem jih došel, da sem videl, kako izgleda. To je bilo ful močno mentalno koncentracija, fokus, da si videl opazovanje, pozornost, opazovanje detajlov, da si videl v tistem kratkem trenutku vse, kar si mogel videti, da si lahko nekaj narisal. Danes imamo pomnjenje. In to so te veščine, ki jih tudi poskušamo malo pri nas tudi uvajati v likovni šoli, zaradi tega, ker ne moramo vsega dati nekomu na plano, ker potem avtomatsko truda ni več tistega pravega, da bo lahko presegel neke svoje meje. In te meje ti mogli presegati potem skozi to učenje. In kot kaligrafija, recimo, da malo več pove o tem, kaj se vsebuje. Verjetno so v različne načini kaligrafije, različne imena, ki definirajo določene pisave in tako naprej. Jaz sem se tako počasi začela spoznavati z različnimi stili pisave in potem sem videla, da je to skozi zgodovino se razvijalo tudi. Najstarejša pisava je Unciala. Unciala je ta pisava, jaz ne vem koliko, jaz se sploh ne upam predstavljati, da ne v kamero, ampak Unciala je taka pisava, okrogla, mala, nima dosti serifov, to je bila prva pisava, 12-13 stoletje, predtem pa je bil klinopis, pa sploh niso ljudje pisali, se pravi, menihi so samo pisali. Potem pa se je začela počasi potreba potem, da bi ljudje začeli pisati. In potem se je iz nje razvila karolinška minuskula. Karolinška minuskula je tudi okrogla pisava, ampak ima že malo serifov. Serifi so tisti deli črk, ki gledajo ven, nad in pod osnovno črko. In ta se tudi razlikujejo pisave med sabo. Oba ta stila, ki ste jih zdaj omenila, se drži pero pod kotom 30 stopinj. Se pravi, če držimo pero pod kotom 30 stopinj in pišemo, je enkrat črta tanka in potem je črta debela. In če samo to, jaz vedno rečem otrokom, ko delamo tehnički, če zabetoniramo roko, v tem kotu dobimo tanko in debelo črto v eni črki, kar je pa tak lepo. To je to globino nam da, in to je tak lepo. Potem pa se je z razvojem zgodilo, da se je ta italika, se pravi rimski, ta italijanski stil, in je malo se nagnila pod kotom, tako stolp v pizi in tudi kot se je malo zmanjšal, se pravi na 45 stopinj. Kot se je zvečal, črta se je stanjšala, ker tako gre in so črt postale bolj elegantne, serifi so večji, krasno za okraševanje, raznolike možnosti. Ta italika, gledajte, je tukaj. Tako, to je italika, to je ta italika, ki je tako ima dosti tak serifov okrašenih. Potem pa je bil gotični stil, se pravi nemški. Nemška prevlada tisto, tam pa je pa vladovica. Gotica pa taka oglata, odsekana in ogromno različnih stilov gotice je, od kvadrate, bastarde, frakture in izredno lepo okrašeno, eni rečejo težko čitljiva tudi, to poznamo mi še starejši, kaj zdaj naši starši in tako, so bile te knjige, vse napisane, tudi zemljiške knjige, pa ne vem, krstne knjige, pa vse je bilo v teh tak lepo okrašeno stilih. Potem pa je francoski stil. Francoski stil je pa copperplate, to je pa ta pisava, ko je pa tak z konico, špičasta, in potem je taka konica, ko gre gor tanko, ko gre dol, pa se razširi konica in gre debelo. In ta je pa taka kot balet. Jaz rečem, one vse pisave prej, ki sem jih omenila, so s dvodebelinskimi peresi, se pravi različno debele širine peresa. Zato, ker mi, če pišemo na računalnik, samo tam zberemo font pa povečamo, mi pa moramo vse takšne klasično manualno narediti, se pravi, vzamemo pero, najprej 0,5 mm, 1 mm, pa pol 2 mm. Če imamo 2 mm, pa je isto klasika, pol dobimo centimetrsko črko. Pol pa še imamo tudi do 4-5 mm, lahko pa pišemo potem dalje tudi s čopiči, lahko pa pišemo tudi z metlo. Po stenah ali pa po tako, tako da pol je to že igra. Ko poznaš 1, 3, 4, 5, 6 stilov,
pol pa jih že začneš med sabo prepletati. Pol pa sem si jaz že začela izmišljati svoje stile. Tako kot je Simon rekel, vedno smo iz enega starega nekega rokopisa, si ga šel študirati in si šel črko po črko študirati, da si prepoznal stil. In jaz sem tako ena dva stila tako razvila in imam zdaj, in so fajni, in ljudje radi, kako bi rekla, tisti, ki so tako malo izven meja, so najbolj zanimivi, zato ker so tako malo na hitro radi napišemo tako, da je malo živa pisava, ne? Da je malo živa pisava, to je to. Kreativni smo lahko fejs, ne, pri kaligrafiji. Ja, mi imamo tudi pri risanju, jaz samo učim risanje in pri tem risanju jaz prvo lekcijo, ko imamo, je živa črta. Ker ni samo črta kot črta, ampak živa črta, ki ima v sebi življenje. In to se da doseči do neke mere z svinčnikom, z šopičem, ali še koli, ne. Ampak jaz sem to velikokrat uporabil tudi, ko sem risal stripe z peresi, ko jih namakam. Ja. In niso zdaj kaligrafski, se pravi, da imajo to širino, ampak so okrogli. In bolj ko pritisneš, širša je črta, bolj te popustiš, tanjša je črta. Ne? In ko to potegneš, ko vidiš tisto tanko, potem pa veš debelo, recimo in ko iščeš na risu mišičnjake, pa isto neke superheroje. In pa vsi risu tisto mišico takole debelo, pa tanko na koncu, tako napet, tako naprej, veš. In je to res prav užitek je bilo to delati. Vse, ko si se zmotil, si se šak pulul lase, ker nisi mogel popravljati, ker to ni bilo računalniško, to bo vse račno delati, zdaj ko računalniško stati. To še se ne da upraviti. Ampak je bilo pa res tista koncentracija, pogled, da ne boš kaj narobe. Seveda je pa to tudi možno z svinčniki in ta živa črta meni vedno najbolj sede. Tudi svinčniko obožujem skiciranje nekih stvari, zato ker je tako mehko, sproščeno in tiste skice so včasih celo boljše, kot sama risba na koncu, ko je. In razumem, to je uživanje v tem pisanju teh, če pomaš neko svobodo, pa greš noter in to. Tako, super. Kar se tiče kaligrafije, zdaj ti vodiš zdaj tudi delavnice za kaligrafijo. Demark, bila si po Sloveniji, vem tudi, da si v tujini učila, oziroma še učiš v tujini. In zdaj, kako to izgleda? Imaš to kot enodnevna, ali imaš to od več tedenske, mesečne, ne vem, kako to deluje. Ja, jaz sem s tem, da sem želela s kaligrafijo preživeti, razmišljala in potem sem hitro začela učiti druge in te kar rada poučujem. Predajem znanje naprej, sem začela okoli Slovenije, mislim, okoli Ptuja, Maribor, Ormož najprej izvajati tečaje. In potem pa sem že začela iz Žalca, iz Žalske knjižnice je prišla ena gospa na Ptuj enkrat na obisk in me je videla, ko sem ravno eno izložbo popisala se, ker sem pripravljala eno razstavo in je rekla, kaj bi ti prišla v Žalec, ker je Simon iz Žalca, zato pove to zgodbo. In takrat se je ona meni odprla vrata v knjižnico in sem rekla, če pogrem pol grem po celi Sloveniji in takrat sem naredila sistem 16-urnega tečaja, kjer se naučimo male črke, velike črke in številke. Jaz sem to združila v 16-urnem tečaju, se pravi 4 srečanja, 4 zaporedne ponedeljke, naprimer, in se lepo učimo gradnike in po 16-urnem tečaju obvladamo pisanje. Imate toliko, se pravi, dosti več, kot sem jaz se naučila na prvem srečanju, ampak je lažje, zato ker jaz sem želela sama, jaz sem sama kot profesionalno. Ko pa greš to ljubiteljsko, je pa fajn, da ti pomaga nekdo, se pravi, imate je vajenica pripravljena in potem po vajenici lepo se učimo črko po črko. Jaz sem rada zelo egzaktna, ker moj učitelj je bil tudi takšen, mi je predal tak znanje in potem jaz ne grem hitro, ampak grem lepo egzaktno. In potem se res naučimo pravilno in potem lahko, ker ko znamo držati pero, ko znamo namakati, potem imamo dobre rezultate in potem imamo tudi veselje, zato ker nam uspe. In še vsem uspe vedno na tečaju, kaligrafije se lahko naučijo vsi. To ni, da se ne bi dalo naučiti, samo je fajn, da imaš vztrajnost, da greš takoj v akcijo in delaš. Te pa je bila korona
in nismo mogli delati živo. In potem sem se znašla in sem naredila online tečaj. Se pravi, posnela sem se, tako kot sem sicer delala živo, sem vse posnela, korak po korak, črko po črko in sem naredila spletni tečaj. In potem pa sem rekla, ja, zakaj pa ne bi še malo razširila, pa sem ga še v nemščino prevedla, pa sem zdaj naredila še spletne tečaje, in jih v nemščino, se pravi spletno preko spleta, ne, poučujem tudi v nemščino. V Nemčiji, če imam priložnost, grem tudi v živo oddelati tečaj, kam me pač povabijo, ker pač je da gremo kodi, no. Ja. Najnajši pa zdaj poučujem Piskojem ateljeju na Griču, ker je res eno tako krasno okolje in vse izdelke, videli, da jaz sem prinesla pol mojega doma s sabo in je to lepo, ko to vidite. Imam vedno prvi vikend v mesecu, imam pa potem na svojem Griču taki individualni tečaj, kjer se spet naučimo. Isto ekvivalentno 16-urnemu tečaju je takrat tam 16 individualnih ur. Za vas ni tako zanimivo, en vikend pa gremo skozi. Tako, petek popoldan, celo soboto, pa nedeljo dopoldne in pridemo lepo skozi. In tiste, ki so oddaljeni, bolj imajo tudi možnost prespati pri. Ja. Tako je potem tak res odklop. Sploh oddih. Ja, taki oddih, pa se gleda še vedno, ko kaj drugega odpremo, ko se drugo področje, ne? Ker jaz se ne pojem s kaligrafijo, tako da ja. Ko si gledal navedne, jaz sem se sicer imel še veliko tehničnih vprašanj, ker sem pač strojnik, ne, po poradski, a pa dajmo pustiti to, zaradi kakšne papirje so prave, pa to bomo potem tudi pogledali, ne, ampak dajmo zdaj, to si že naredila na to duhovno pot, ne, dajmo pogledati, koliko je zdaj to tebe zaneslo iz kaligrafije, pa iz poučevanja, ne, matematike, šole, pa potem, da si šla se pa izobraževati še v drugo smer. Dajmo napovej, kaj dejansko si se šla izobraževati, ne, katera so ta znanja in katera področja zajema. Jaz mislim, da je na naša življenja so tako postavljeno, mi jih pridemo odživeti, pa vse smo se že naprej zmislili. V glavnem, jaz sem, pač moji starši so bili stari, ko so mene imeli. Jaz sem bila peti otrok, moj oče je bil 54 let star in mama 45. In to je bilo tako, ne mogla sem se skrivati, da sem lahko se učila. Ko ste bili mladi? Kaj? Ko ste bili mladi? Ko si se jaz rodila? Mladi so še vsi, se smela. Ja, zato ker smo mi zdaj tam, ne? Ampak, no, te bom pa rekla, te pa so hitro umrli, no, te bom pa tako povedala, ne? V glavnem, babice pa detki pa še prej, in kaj sem hotela povedati, je to, da je bilo življenje meni fejst turbulentno, ne? Puno nekega notranjega dogajanja, jaz ne vem, kak ste vi, ampak jaz vem, da sem menda kaligrafijo pritegnila si življenje zato, da bi jaz umirjala svoj ki je bil zelo na vse strani aktiven. In res mi je to uspelo. To moram reči, da sem po 10 letih ugotovila, da sem tehnično sem ugotovila, kje vse lahko to v kaligrafijo uporabljam, a pol mi več to ni bilo tako pomembno, kot pa to, da sem jaz videla, wow, kaligrafija je meditacija v gibanju. Jaz nisem mogla meditirati pri jogi, sem se trudila 10 let, pa mi ni šlo, ne, mene umiriti, to je bilo čisto pretežko. Ampak pri kaligrafiji, ko sem pa pisala, pa jaz nisem mogla nič drugega misliti. Jaz sem mogla biti tam, pozornost, ni mogla oditi. Lahko sem migala, ustvarjala, se pravi, ura ni šla v nič, nekaj sem imela na koncu, ampak brez pa popolnem fokusu. In to se mi je zdelo odličen način za, recimo, to, da sem spostavila okoliščine, da sem jaz sploh malo začutila sebe, da sem jaz ugotovila, da po meni ni tako fajn. Da mi ni fajn vedno, da bi jaz rada, ne, veš, da bi začela si sebe čutiti. In potem sem en študij se vpisala. To je bilo zelo kmalu potem, ko sem tudi kaligrafijo začela učiti in to je bilo
antropozofija. Poznate? V Mariboru sem učila, študirala Waldorfska pedagogika. Vam je znano? Rudolf Steiner je ustanovitelj Waldorfske pedagogike. In sem jaz 3 leta študirala. Oni imajo ročna dela, poudarjajo ročna dela, se pravi, pri otroku iščejo njegove potenciale, njegove najboljše točke. In meni se to imenitno, ne, se pravi, to pa meni bo zanimivo. In tam je bil en predmet biografija, ki pa je bil meni pak odličen, zato ker je Steiner, to imate kot tu, gledajte, biografija, celovita zboj človekove osebnosti po 7-letnih obdobjih. Steiner je razdelil človeško obdobje po 7-letnih obdobjih. In prvih 7, 14, 21 let se razvija naš fizično telo, drugih 7 let, se pravi 7, 14, od 21, 28, koliko je 97, 42, se razvija naše čustveno, duševno telo in od 42 do 63 se razvija naše duhovno telo. Od 63 pa ni konec, ampak je nov začetek, ko začnemo žurati, ko začnemo pobirati plodove, ne, tistega, kaj smo do takrat naredili, ne. Se pravi, če sem dobro živeli življenje, ne, do 63, potem smo zelo zadovoljni in bolj samo uživamo, ne. Tako da, in tako je on to razdelal in meni je bilo to zanimivo, zato ker sem ugotovila, da sem jaz nekaj močno potlačila v svojem otroštvu in se sploh nisem nič spomnila in pol skozi vprašanja, skozi biografijo sem jaz začela spominjati se stvari in s tem spoznavati sebe, vedno bolj spoznavati sebe, svoje potenciale in pol, če veš, kdo si, če veš, kakšne imaš potenciale, vete, kaj se pol zgodi, ne? Pol jih lahko odejanjaš, ne? Tak pa je. Veš, kaj imaš, ne? Čak je bilo dano, ne? Kaj imaš? In na ta način sem jaz to tako raziskovala, malo sem predajala, znanja so mi bila super, da sem lahko svoje otroke vzgajala v tej smeri, da sem vedela, ne? Da nisem delala istih napak, kot so bile mogoče pač napak. Pač, ne? Da sem delala, vse vete, mi vedno rečemo, jaz nem nikoli tako, kot so bili moji starši, ne? Pa smo isti, tak in tak na koncu. Ampak nismo vsi, ne? Malo drugače. Da bomo se kaj izboljšali, vse te ljudimo, vse po volju imamo, ne? In potem, Rudolf Steiner je napisal eno knjigo, kako dosežemo spoznanje višjih svetov. In tisto jaz študirala enih 7 let. Bilo to pred kaligrafijo ali potem? To je bilo 2 leti po kaligrafiji, tako zelo paralelno. Paralelno. Ti dve lepopisje pa biografija sta prišli zelo paralelno. In jaz sem 7 let študirala eno knjigo. Ti si jo mislil mojo knjigo prečitati v 2, kako se rekel, v enem vikendu, da si videl, da ni šlo, ne? Ne. No, jaz pa sem 7 let študirala, veste zakaj? Ker je bilo tako napisano težko. Da sem jaz prečitala, pa mi nič ni bilo jasno in nisem mogla iti naprej. In potem, da sem na Waldorf, mislim, pri drugih predavanjih sem malo spoznavala in tako sem 7 let rabila, da sem počasi, da se mi je odpirala. To pa sem zaključila. Ko pa sem 7 let, ko pa je minilo tistih 7 let, pa je mene še vedno zanimala, še vedno nisem dobila dovolj odgovorov o sebi, pa o življenju, pa o človeku, ker meni je najpomembnejša kreativnost, raziskovanje človeka. Človek mi je najbolj zanimivo kreativno bitje, njega raziskovati, njegova večplastnost, zaradi tega, ker se mi zdi, da je to, da to, kaj mi zdaj živimo, je taki mali drogec proti temu, kaj se nam zdaj, ne, naša mladina, kaj se nam odpira možnosti, ne, kaj bomo zdaj, samo če bomo spucali tisto, da se ne da, pa da je teža, pa trpljenje, pa to damo v stran danes, zmenjeno, danes je ravno po 3. stolpu, pa 4. vam dopovedala, to še bom bolj povedala. Danes se ravno lahko res prelevimo, regli rdeča kača, ne? Da poskusimo vsak dan namreč to možnost, ne? Da nekaj odložimo, kaj nam ni fajn, se pa te vsi vemo, kaj nam smrdi, ne? Tisto, kaj nam smrdi, ne smemo, ne? Tisto moramo dati stran, pa se obrniti samo proti tistemu, kaj nam je fajn. In potem se točno tako življenje odbrača. In po 7 letih pa je v enem tednu prišlo v moje življenje 2 področji.
Majevska znanja, to je staro, to je res staro. Majevska znanja Maji so bili dobri astrologi in koledarje so delali. Ravnali so se po luni, nebesnih telesih. Mislim, veš, in oni so, mene je ta en stavek sem slišala, ko sem prišla z njimi vsi. Kdor poseduje tvoj čas, poseduje tvoje življenje. Kdor poseduje tvoj čas, poseduje tvoje življenje. Zdaj si pa pogledajte, kje smo zdaj. Kdo poseduje za naš čas? Ne? Veš, prej še televizija, še pol nazaj, ne? Veš, jaz sem se tako zamislila. In pol sem je bilo to ful zanimivo. In ko sem pogledala, kako je to logično, kaj so oni imeli. Se pravi, mi imamo mehanski čas, se pravi, gledamo na ure, ne? Pa pač imamo 12 mesecev, pa mesece imajo tako, da si moramo vedno nikoli ne zapomnimo, ali 30, 31, ali 17, tam ni tu in ne gresko, ja, to te si štejemo, pa prestopno leto, pa vse skupaj so smrdali, ne. Moji pa so bili tako inteligentni. Oni pa so imeli 28-dnevno luno. Se pravi, mi vsi vemo, da 28 dni menstrualni ciklus, da je to 28 dni potrebuje luno, da obkroži zemljo, in bilo je 13. In če računamo 18 krat 23, 28 krat 13, dobimo 354. Leto pa ima 365, dobimo 364 in en dan, tisti, ki pa manjka, je pa zažur. Je pa zažur, reče se mu zeleni dan in je ono, ko prestopimo iz starega v novo. In takšen žur so imeli, ko so žur naredili, oni so vedeli, ciklus se je ustvaril, naredili smo en ciklus, nekaj smo spoznali, nekaj smo se naučili, vse zamere, vsi dolgovi, vse se je odplačalo in so šli čisti, brez nahrbtnikov naslednje leto. Zato, ker ni bilo takrat v začetku pojmovanje razmišljeno, tako kot je zdaj, ko mi mislimo, da je linearno, da je življenje od rojstva do smrti in potem je konec. Ne, življenje je tako ciklično, tako se vije kot naša DNK. In smo naredili en krog, pa prijemo spet nazaj v isti krog, ne? Isto možnost. In zato se pa imamo vedno kaj za naučiti. In mi prijemo z nekimi nalogami na svet in potem se tistih nalog učimo. In zdaj, če 3 kroge naredimo in se ne naučimo, pač nič hudega. Bomo se pa v 4. krogu naučili, ali pa v 7. krogu. Boljše, da se enkrat, ko pa ne, imamo možnost, glavnem, to je lažje, če vemo, da se pravi, da je, ojoj, kak jaz nam hitro iti v globino, pomeraš je šla malo dalje, ne? To je ne bom preveč, glavnem, To je tretji čas, to je čas, ni nekaj, kar je skrito v ure, pa v minute, pa ne vem kaj, pa tisto, kaj nas preganja. Nikoli ne rečete, da nimate časa, ker čas je naše življenje. Čas je življenje in mi življenje kreiramo, to je naše življenje. Bolj ko damo življenju vsebine, one radosti, sreče, veselja, bolj smo živi. Ne? To je življenje. Tako da čas je nekaj, kar mi zdaj po letu 2012 še spet preštejete 13 let, je 25, se pravi, mi smo zdaj, ne, prvih 13 let novega 5200-letnega ciklusa. Zato, ker je vse ciklično. In to je po majskem To je koledarju. po majskem koledarju. Se spomnim tega 2012, Ja. na koncu ta po moji, da so napovedali, vse te stvari, ki so nas strašili, ta strah, ta pritisk na človeka, da se pač ne zaveda tega, kaj je, ne, kaj je njegova moč in da to živimo v strahu pa pomanjkanju. Ne. Mislim, izkoristili so to, ne, da so rekli strah. Ampak vidite kaj? 2012. je bil konec 5200-letnega cikla, v
katerem smo se učili iz vzroka in posledice. Se pravi, nekaj slabega se nam je moglo zgoditi, da smo rekli, kaj če bi drugič, v drugem krogu malo nekaj drugače naredil. Ne? Ali pa smo zboleli, pa smo rekli, ok, te pa bomo zdaj imeli ono dieto, pa ne bomo več onega pelali, ne? Zdaj, po 2012, pa se je začel novi 5200-letni ciklus. Vam povem, kakšen? Zdaj pa smo v kreiranju svoje stvarnosti. Mi zdaj kreiramo svojo stvarnost. Se pravi, zdaj pa, če bomo še v stari inerciji, pa bomo še vztrajali v trpljenju, pa ono ne da se, pa težko je, pol se nam bo to dogajalo. Ampak vedno težje nam bo to vztrajati v tem. Zato, ker inercija enostavno gre in mi, naša mladina in mi vsi, ki smo mladi v duhu in živi, gremo naprej in vidimo potencijale in vidimo, da se da, ima se, može se, ne? Rečejo naši prijatelji Srbi, ne? Ne? In mi kreiramo nove možnosti in to se ne da vstaviti. To je neverjetno. Če mi zdaj porabljamo 2% vseh naših zmožnosti človeških, veste, kako še imamo rezervo? Wow, ne? In ravno umetnost in lepota in vse vrste umetnosti je to, kar je budućnost, to, kar je prihodnost naša. Zaradi tega, ker s tem višamo vibracijo in vsi gremo v tej smeri. In se bojo mogli počasi, veste, kako je to, ne? Plovec se bo zdaj obrnil, ne? In zdaj bomo, tako kot je bilo prej, je prevladoval, pa tisto materialno, pa ne vem, stremljenje za denarjem, pa za, ne vem, statusom, pa ne vem kaj. Zdaj pa prihajajo te vsebine, ne? Da čutimo, da nam je lepo, da se smejimo, da plešemo, pojem, da se radostimo in veselimo. In je to tisto, kar prevladuje, ne? Vse se plovec obrača, ne? In zdaj, ne? Tukaj pa je ta duh, pa duša prihaja, ne? V ospredje, se pravi, da mi čutimo sebe, svoje bistvo notranje in potem, ko čutimo sebe in smo dobro v sebi, potem tak in tak smo kreativni, ne? In zdaj imam celo predavanje, to se pa... Ampak glavnem, rekla sem vam, da v enem tednu sta prišli v moje življenje dve novi področji in eno je majevsko, ki sem vam zdaj povedala, se pravi o času in prostoru, ne, tem koledarju, in je res krasno, zaradi tega, ker jaz po tem koledarju zdaj se ravnam in vam moram povedati, da je meni to kaži pot. Jaz ne gledam televizijo, pa ne poslušam radio Bog ne daj, ampak samo sebe, ne? Zaradi tega, ker sem direkt polinkala, ne? In jaz vem, kaj je za mene dobro, kdo bo povedal, kaj je za Julijo do Poljše, pa Julija samo, ne? Ali pa za Simon. Mi smo tisti, ki imamo vse odgovore, sebi. To mogoče. Če ne da jaz boljše, vem za njega, ne? Ker sem samo ženska, vse vedno. Ženska imamo vedno prav. Glavni drugi steber je pa potem, pogledajte, tu pa piše uriše, to pa so energije narave, to je pa čist jorubski izraz za energije narave, jorube so pa 25 milijonski narod iz Nigerije. Oni pa živijo, oni pa se niso šli v te civilizacije, mislim, vete tega, kaj pa mi rekli, ne, civilizacije, oni so ostali civilizirani. Stiku z naravo. Niso se šli tega, da bi prišla vsaka bolj k njim, ali si to... Ja. Si šla ga? Ja, pa sem v Nigeriji, pa tudi v Braziliji, ker pač se vete, ne, zaradi tih viz pa tega je lažje iti v Brazilijo, nam, Evropejcem, pa njim, Afričanom, kot pa zrihtati dovoljenja za to, da odreš v Nigeriju, ne. Ene države so še pač ono kot zaprte in oni pa živijo z naravo, direkt. In to poznajo nevidni, še poznajo nevidni del narave. In to je, tam piše vam 303, v mitologiji je bilo 301 oriša. Oriše so vse, kar imamo voda, ki jo pijemo, zrak, ki ga dihamo, zelene rastline, živali. Gora ima drugačno energijo kot morje. Morje ima drugačno energijo kot reka. In vse je to del nas. In vse je to, mi ljudje smo del narave, se pravi ne žive narave, mineralov, rastlin. In
ne vem, meni se je odprl čist drugi svet. Veš, zaradi tega, ker to je pravo bistvo. Ne? Se pravi, skozi naravo lahko prepoznamo sebe, poznamo dobro sebe, lahko se zavemo, da so predniki pomembni, raziščemo svoje prednike, do te mere, da enega hipa rečemo, zdaj pa dosta predniki, zdaj pa mi tiste predniške stvari, tisto, kaj je dobrega, razvijamo, tisto, kaj pa nas povira, pa rečemo dosta, ne bomo tega razvijali. Tudi, sploh ne vem, kaj naj zdaj, pa se zdi, da se moram stavljati. Zato, ker to je težko, veš, to je preširoko področje, da vidiš. Ja, vse zato, ker zdaj smo štartali pri kaligrafiji, s tem postopoma zdaj šli v ta svet, ampak kaligrafija je bil tisti katalist, ki te spravil v ta fokus, v to raziskovanje, v to povezovanje s samo sabo in potem raziskovanje, kot pač dobiti znanje, da lahko to poznaš samo sabo, tudi prerodiš pa izraziš tudi skozi svoje delo. Ne? In te štiri stebe se zdaj ti lepo predstavlja. Ne? Jaz sem zapisala. To sem hotel zdaj navesti. Ne? Se pravi, ti si potem ta znanja dala pa tudi v knjigo, Ja. predtem si še pa eno knjigo napisala. Ja, res, ja, ne vem, kje je tam zadnji. Zadaj sem, ena knjigica je taka, sem zbrala te afriške modrosti. Zato, ker so videli, da jaz lepo pišem, vedno nekaj zapisujem. Pol pa sem v eno tako zbirkico, boste videli tam, Foto izvora sem imenovala, sem zbrala takšno slovensko-angleško verzijo, zbrala sem jih v 10 poglavij. Tako kot je naše življenje, najprej sanje in vizije, kar je najpomembnejše, vse se začne viziji, potem uri, tudi vidite tam, zgore piše, oriše. Orit je glav, veš, to je to, ki mi krono nosimo, ne? To, ki imamo, to je najpomembnejše božanstvo, ni ga nad našim orijem. Ori je naš karakter, naš temperament, naši predniki, naša usoda, predusoda, prihodna in pretekla življenja, vse je tu. In če se mi odločimo, da bo tak. In če mi imamo močno ori, nič nas ne bo stalo, nič. Bomo se še polci, malo pa strani. Ampak moramo to razviti. In res je to. Tako kot si je Simon prej rekel, vse, kar se je zdaj zgodilo, je zato, da nas stran od sebe spleče. Z temi vsebinami umetniškimi pa prihajamo spet nazaj vse. Zaradi tega, ker takrat sem stikal samo s sabo, eno stradja in pogore. In zdaj se tudi opažamo, zdaj verjetno vsi tudi, da veliko je teh programov duhovnih, nekih vaj, nekih tečajev, srečanj, praks in vsega tega. Po drugi strani pa je poleg teh duhovnih tudi veliko teh umetniških vsebin, se posod kamorkoli, je kar množično zdaj se zatekajo s tem festivalom, ki so povezovanje duhovnosti, meditacij in vsem ostalega. Ne? In to je zdaj izgleda res tista inercija, ko potiska svet, da višje zavesti, da bomo vsi višji zavesti, da lahko potem spuščamo te stare vzorce, pa gremo naprej. In ta knjiga, ki pa je zdaj preplet vso, to pa je ta knjiga, ki je pred kratkim išla, in v tej knjigi si pa mislim, da izbrala potem ta obdobja človeškega življenja, in pa nekako tudi pojmenovala kot pomlad, poletje, jesen in zima življenja. Ne? Ja, meni je bila biografija Steinerova toliko pomembna, da sem jo hotela predstaviti širšemu krogu ljudi, zato sem jo vzela kot okvir zgodbe. In sem knjigo postavila na ta način, da sem kar to teoretično, tako kot pravim, prvih 21 let, drugih 21 let, tretjih 21 let življenja, da kar kot kazalo. Jaz sem to kar čisto praktično. Pol pa sem naredila biografijo v biografiji. Se pravi, kako sem jaz to delala. In sem opisala od 0 do 7 svoje življenje, od 7 do 14 svoje življenje, od 14 do 21 let svoje življenje. Se pravi, kaj je Steiner rekel, da je pomembno za tista obdobja?
in potem se dala not svoje obdobje, zato ker ko sem sama sebe študirala in raziskovala svoje vrednike tako in navade in travme in vzorce in vse, kar sem neke stvari odkrila. In potem, ker sem študirala tudi oriše so meni največ, po mojem so prišle v moje življenje zato, da sem ravno tako dobro stik s predniki spostavila. Ker meni je mama umrla, ko sem bila 18 let stara in ko sem bila 28 let, mi je oče umrl, 10 let potem. In točno 10 let zatem mi je umrl brat. In točno bi bilo 10 let, ampak je sestra se pravi tudi umrla, pa še en brat. Ogromno sem imela smrti v svojem življenju in nekako je bilo treba to se s smrtjo soočiti. In jo razumeti, in jo preživeti. In če ti nekdo ne umre od bližnjih, potem ne moreš mrtvih ali pa prednikov raziskovati. Se pravi pač. Vsaka smrt je začetek nečesa novega. Dobro, ne? Tako da jaz nisem več tisti človek, ki bi se trebala smiliti nekomu, ali pa se niti sama sebi ne smilim, ali kajkoli, ampak sem iz tega razvila in s pomočjo oriš, oni imajo kult, se pravi prednikov, znajo komunicirati s predniki. Pa ne, da bi se jaz, da ne te misli, da se jaz menim s kom, ne, ampak samo, da stvari razumeš, da jih očistiš, da jih več ne nosiš na hrbtiku, da ti več ne trpiš, da jih podložiš, da se zavedaš, da vse veste, da ni konca, Mislim, če umreš, to nikoli, to samo greš v drugo obliko, ne? In tako na ta način se jaz z mamo zmenim, ne? Glej, ti lahko to, mi zdaj, ko imavaš dolgo let sem rabila, da sem spostavila stik s komunikacijo in s to z mamo. 25 let je bila v paralelnem svetu, da sem jaz sploh spostavila, prej sem imela travmo, pol pa sem spostavila stik z njo in zdaj lahko me ona to pre, lahko me to pre mislim, res me podpirajo in je to razlika, kam bi vam rekla prej, ko si bil ujetnik tistih nekih nerešenih situacij, ali pa zdaj, ko enostavno se obrnem na njih in so oni v situaciji, ko mi lahko pomagajo pri tem, da jaz ene stvari prehajam, lažje, torej odpiram te, tako si omenila. Zaradi tega ste to ne boš voljni, ker ni prevzelo travme pa vzorce Ja. prednikov, ne zaradi tega, da bi bili oni zadovoljni pa razrešeni tega, ampak mi s tem nekako slavimo njih ali na nek način se jim želimo prevzeti to zaradi tega, da se mi čutimo dolžni njim to prevzeti, pa sploh ni res, to so njihove travme, njihove težave, ki nima nobene veze z našimi življenji, mi lahko samo iz njih se naučimo, da mi ne delamo istih napak kot v tem življenju, v našem življenju. In je to res kar globoka tema. Zato, ko je bilo umetniško, Ja. večer, čajanko, ampak hočem vam samo reči, da ko enkrat, tako ti Simon rekel, ko se zavemo, tega prepleta, zato imam jaz napisano tudi naslov Prepletov sod, jaz sem skozi to ugotovila ta preplet moje mame, mene in moje hčere. Vse se je vršilo v isti liniji, zapleti in potem razpleti. In to pomeni, da je življenje, pa rečemo, dokazuje, da je življenje ciklično. Kaj pomeni ciklično? Začne se krog eni točki, se v isti točki konča. In sem tam, kjer nastane težava, jo lahko razrešujemo nekje druge. Težavo lahko rešimo tam, kjer je nastala. In še bomo imeli pol čas, pa bi pol povedala, ali pa boste si pogledali knjigo ali takoli, v glavnem, koliko let? 85 let. 85 let si je bilo rdeča nit, se pravi od zapleta moje mame, ki je bila stara 18 let,
pa do lanskega leta, ko je moja hčera razrešila isti časovni liniji razplet. Ok, lahko poveš konkretno, kaj je bil ta? Tako. Dejansko je, bom probala poiskati linijo, da vam bo lažje. Dejansko je moj... Zdaj gremo še na tisti del pač osebnega življenja. Smo imeli en kaligrafijo, smo imeli za to duhovno, zdaj pa še ta osebni del, ko je dote prepleta tvoje življenje. Ja. In tu potem kako zaključimo to celoto. Ok. Jaz mislim, da sem zelo dobro to svojo nalogo življenjsko izpeljala. Pa veste, po čem vem to? Zaradi tega, kako se jaz počutim se. Jaz sem se počutila tako ujeto v življenju. Sem malo več podla nazaj, ko pa naprej. Veste, ono, ko greš 2 koraka naprej, pa 3 nazaj. Tako je bilo moje življenje celi čas. Tako sem imela celi čas. In ker je bil nadrtnik preveliki, preveč je bilo in ni šlo naprej. In pol se jaz to vse skupaj lepo popucala, ne vem. V glavnem, šla bom, a lahko je zdaj nekam, ker sem tu na kameri. Danes sem zelo ujeta, baš bi jaz šla zdaj že s vami. Razmirala, kako. Drugače bi jaz bila s vami že, ampak v glavnem, ne vem, če niti tak ne bo v redu. To je zdaj, tako ne, zelo povezano pa je tudi s tem, kako si ti našla pot, pa je tudi skozi kaligrafijo, ne? Ja. Pa kako se pa stvari razrešila? Ja, so vse razrešile. Glejte zdaj, kot sem vam rekla, ne, da so obdobja 7, 14, 21. Potem pa imate 21, 28, 32, 35, 42. No, v glavnem, zdaj pa glejte, pri 18 letih je pač 4 Misečevi vozni so še, ampak nič hudega. Vam bom zdaj samo povedala, glejte, ta rdeča nit prepleta gre tak pri 18 letih, potem v naslednjem vertikali gre pri 23 letih, še v naslednji vertikali gre pri 45 letih. In zdaj vam, dobro, imate to zdaj predstavo. Glejte, moji mami se je zgodila pri 18, ko je bila stara 18 let, da so ji naredili splav. To je bilo leto 44, vojna je bila, pač, se veste, ne vam zdaj razlagala okoliščin, ampak vam bom samo povedala, se pravi, dete zgubila je otroka. Pri 23 se je preselila na Ptuj, iz Dolenjske se je preselila na Ptuj in začela ustvarjati družino. Pri 45 se je rodila Natalija. Mogoče, ko sem potem ugotovila, pri teh orišah tudi, oni imajo poleg tega, da imajo prednike zelo močno, kult prednikov, imajo tudi kult energije Ekbe. To pa so spiritualni prijatelji. To so, veste, one duše, naše duše, ki smo tu notri, pa umremo, pa gremo v drugo življenje, pa v drugo telo ali kakorkoli. In to je en taki veliki tudi, kako bi rekla, neraziskan in neznan nam naše področje, ampak tak je. Se pravi, kako veste, da energija ne more iti v nič, pa iz nič nastati, tako tudi duša, ko proba se roditi, pa ji ne uspe, še proba drugič. Pa recimo, da sem raziskovala, pa sem pač drugim je pa uspelo v tem primeru. Ok. In pustimo zdaj mamino linijo, mama je prišla točno do vrha, do 63, pa je umrla. Jaz sem bila stara 18 let, ko je mama umrla. Ko sem bila stara 23 let, sem se tudi jaz preselila z partnerjem in začela ustvarjati hišo. In pač to ni tako. In ko sem bila stara in potem raziskovala, se pravi, vzela življenje, kaligrafijo in biografijo, raziskovala, prišli so oriše in majih sester, raziskovala do 42. še dalje, še globlje in sem prišla do, ravno sem bila stara 45, tukaj, ko sem šla v Brazilijo,
Zaključila sem študij in sem mislila, to je to. In takrat sem mogla se še implicirati v ženske prednice. Zaradi tega, ker so enostavno energije zahtevali. Nisem jaz imela te ideje, ampak tako je bilo, da vam ne bom zdaj govorila, ampak hodila sem po tistem templu brazilskem in nisem mogla hoditi. Center za ravnotežje se mi je valem zanašalo me je in to je trajalo približno pol dneva. In meni so rekli, so svetovali, Natalija, čas je, duhovno si toliko napredovala, da moraš odpreti tudi ta vrata. Meni pa ni bilo za to odpirati, ker sem že moške prednike pri tem odpirala in to res ni fajn. To je res naporno. Vse zdaj je fajn, samo takrat ni bilo fajn, ker je bilo težko se s tistim, veš, odpirati take težke zadeve. Ok, in ti si pol dneva sem jaz tam hodila tako, veš, veste, kak je ko maček, ko zrelo sadje poje, pa mu navdari na center za ravnotežje, tako sem se počutila. In pol sem rekla, pa dobro, te pa še grem pač te ženske prednice inicirati. Kak sem rekla to, je v konec, sem spet ravno lepo hodila. In ko pa sem se že to inicirala, veste, pol pa se je meni vse v istem hipu, takrat se je vse vej skompliciralo normalno, tako kak je normalno, ne. Vse je bilo, mislim, res je bilo puno stvari zakompliciranih in potem se je v roku 2 mesecev vse razplelo. 2 očetovi sestri, ki sta bile že zelo, zelo stari, sta tudi se poslovili v svet prednikov. In jaz sem rekla, Madonca, če se oni niso zdaj naredili enega zborovanja. Veš, moja mama, pa oče, pa vsi oni in vsake so imeli zaplete in to. In ker se je vse bilo razplelo, ne vem, lahko sem stanovanje prodala, ki je bilo predniško, pa ga prej, ne vem, 6 let nisem mogla. Dobila sem dovoljenje za gradbeno dovoljenje, ki ga tudi prej nisem dobila. Na sodišču sem zaključila vse procese, ker so bili predniški zapleti, pa smo se z bratom tožila, oziroma on je mene tožila, se ni pomembno. V enem smo pala v neki predniški, veš, oba smo bila ujetnika nekih zapletov. Vse se je odvilo, vse se je razplelo, odlično. Pa pustimo zdaj žmene, pa gremo na hčero mojo. Moja manca je bila 18 let stara, ko smo se midva s partnerjem odločila. In potem je bila stara 23 let in se rekla, tak, to je bilo pa lansko leto, zdaj pa jaz napišem knjigo, zdaj sem pa vse pogruntala, zdaj sem pa vse potegla, rdečo nit skozi, vse vidim, vse sem ozavesla. To ti bom zdaj predala, malca, in zdaj ti zaključiš to linijo, da ne boš ti več rabila tega vleči naprej. In potem, jaz sem že napisala, kdaj bo datum knjige izšel, in potem je pa se zgodilo malo drugače. Zaradi tega, ker ne moreš vsega predvideti. Jaz sem lahko svojo predniško linijo počistila, ampak manca ima pa očeta in mamo. Oče pa ni predelal linije svoje in je ona prevzela in je zaključila na onkologiji in se je zborila na ta način, kako bi rekla, in s tem, da je se soočila z izzivom in ga potem tudi speljala do konca. Jaz pa sem edino, kaj sem lahko jih držala prosto skozi ta proces rajenja, ker sem vedela, kaj je, da nisem padla v strah. Ker nisem imela niti malo kakega tole strahu ali pa bolezni, ampak sem vedela, da to je samo proces, ki se mora odviti. In ko se je ta proces zaključil, se pravi, tista njena kemoterapija zaključila, da tudi ona se je zbudila v življenje. Ne vem, kako, preveč široka tema, da bi vam lahko tako povedala. Pa bom zdaj tu zaključila. Tak je nekako
Ja, se pravi, tudi ona je šla zdaj skozi ta Je šla cel zajak, ker je mogla počistiti, ker je bila tvoja linija počiščena, je mogla biti tudi četova, če to ni bila, je čutila posebno. Jo je ona sama, taka pogumna deklica, ker veste, tudi ona je šla v Brazilijo z mano se inicira in tudi ta energija je v njej in je pač, serite, ženske smo take, ne? Take smo ženske, ne? Ženske imamo rado življenje, zato ker smo tudi z naše življenje prihaja, ne? Naša maternica je izvor življenja in mi se bomo vedno za, ne? Bomo hraniteljice življenja, ne? Vidite, Marija, pozvanec. Ja. Tako da, ful lepo, zelo dolga, lepa, zanimiva zgodba. Jaz sem kar noter pa, da sem kar pozabil spraševati, tako da si lepo odpeljala to na zadevo. Jaz bi vprašal, če je mogoče iz publike kako vprašanje zdaj v tem trenutku, če pa ne bi, pa jaz zdaj vse skupaj povabil tamle zadaj na čaj, ki ga je pripravila naša Julija iz Čajnice pri parku. Vsem ostali, ki nas gledate tukaj, bi se zahvalil. Zahvalil bi se, Natalija, tebi za ta obisk, za to obširno in res dobro zgodbo, ki si nam jo povedala in vse informacije, ko smo bili glede kaligrafije in vsega ostalega. Vem, da bi lahko to še ure in ure debatirali, ampak jaz bi pa zdaj vse povabil tamle. Fizično sprobamo, kako to kaligrafijo lahko tudi mi sprobamo pisati. Tako da se veselim tvojega vodenja. Hvala ti. Hvala tebi, Simon. Super. Hvala. To je tisto, potem se razlikuje.